Človek se večkrat vpraša, kaj je njegov dom. V življenju sem vedno rekel, da je moj dom prostor, kjer se dobro počutim. In zdaj se počutim malce zbeganega. Predvsem zaradi tega, ker ne vem točno, ali bi jaz v času, ko sem vabil goste pred mikrofon, povabil tudi gospoda Andraža Terška. Ampak, ker sem rad sešel različne izzive in ker sem včasih vabil za goste tudi ljudi, o katerih sem vedel toliko mnogo, da se mi je potem zgodilo, da je bila oddaja precej natrpana z molčanjem. In za začetek bi vprašal dragega sina, se ti bojiš molka? Molka se razveselim vselej takrat, kadar imam to srečo, to radost in ta privilegij, da sem tako ali drugače povezan ali tako ali drugače v družbi z ljudmi, s katerimi se ne samo dobro razumem, ampak v družbi katerih se dobro počutim. In se dobro počutim prav zaradi tega, ker se tako dobro razumemo in čutimo, da se lahko pogovarjamo z molkom. In to srečo sem imel vselej tudi kot sin pri tebi, ker sva se velikokrat pogosto zelo polemično pogovarjala z molkom in sva nedavno celo priznala javno, se mi zdi v nekem intervjuju, da zelo rada zgovorno molčiva. Kadar pa gre za molčeče ljudi, ki jih šele spoznavam, se pa včasih tega molka malce prestrašim, če me vnaprej intuicija opozori na to, da mi ti ljudje verjetno ne bodo všeč. In če ta molk traja predolgo časa, takrat že stopi v igro moja domišljija in nagnen sem k temu, da si zelo hitro ustvarim podobo o ljudeh, o njihovih osebnostih, o njihovih značajih in skoraj da nikoli se ne zmotim. In več kot imam na voljo molka pri takšnih ljudeh, večja je verjetnost, da se z njimi sploh ne bom začel pogovarjati. In ob tem sem kar malce bil presenečen, tudi ko sem bil še mlajši, ko sem včasih sledil tvojim pogovorom. Pa sem si ob kakšnem tvojem gostu, pri katerim si se zelo trudil in ponavadi si se kar iskreno in prizanesljivo trudil, da bi ga pokazal v najboljši luči, sem si včasih rekel, če boš pa danes po nekaj minutah zaključil pogovor in morda odšel iz studija, ti pa najbrž tega ne bo smel nihče zameriti. Približno tako opazujem ljudi, kadar gre za molk. Pri svojem delu pa tudi sam dejansko ne morem molčati, tako kot ti pri svojem delu nisi imel tega privilegija, da bi smel molčati, tudi takrat, ko bi si želel molčati. Imam prav? Ne, zanimivo je to, da pravzaprav poveš marsikaj, kar bi jaz povedal, seveda bolj enostavno, ampak... Ja, ker si mi dal listke, da sem se jih cel teden učil na pamet. Si se naredil fakulteto, se bom tudi tvoj tekst naučil. To ne bi bilo nič navadnega, saj imajo mnogi pri nas fakultete, ki jih v resnici niso naredili. Zanimiva teza o molčanju. Namreč jaz ti kot deklarirani komunikolog, jaz pa kot človek, ki si je z govorjenjem zaslužil pokojnino, tudi zelo spoštljivo vedno govorim in razmišljam o molku. In že pred radijskim mikrofonom sem poskušal tehnike radijske prepričevati, ko so recimo montirali oddaje, navajeni so bili vse pauze pri sogovornikih odrezani, da bi sogovorniki govorili tekoče, no jaz sem vztrajal na tem, da so
premori, pauze, velikokrat pri slabše govorečem človeku najbolj zgovorni del govora. To je tako imenovani dramaturški molk. Se pa, da ne bom razpredal o tem, molk je seveda tudi strašljiv. Ob molku ljudje tudi ponorijo, ob molku padajo v dvom, ob molku začnejo dvomiti sami vase, ali pa začno dvomiti o človeku, za katerega je evidentno, da se molka boji, kajti molk je tista priložnost, ko človek dovoli sogovorniku, torej ki ga posluša, da mu postavi vprašanja, ki sodijo v sfero neprijetnih vprašanj, zato ko ljudje tako radi govorijo, da preprečijo to možnost, da bi v resnici kaj povedali o sebi ali pa o temi. Jaz se, ker imam tu pač takega sogovornika, na to temo molka zdaj sprašujem, ali današnja mladina, ali ta intelektualni svet, ki ga ti srečuješ in s katerim se ukvarjaš, ali ne gradi tudi ta svet, ta družba v marsičem na molku. Včasih se zdi, kot da so ljudje apatični, indolentni, kot da jih v resnici bistvene stvari ne zanimajo in potem bežijo v pofel, v preproščino, v resničnostne šove, radi gledajo recimo oddaje, kjer ničesar ne vidijo, pravzaprav nič ne slišijo, vidijo samo bleščavo. Mnogi ljudje ne živijo dovolj ustrezno in vendar molčijo. Na drugi strani spomnim se osebno mnogo let nazaj, ko so kulturniki govorili, ko so bili glasni, ko so kričali. Zdaj tudi kulturniki molčijo. Kaj pomeni ta svojevrsten molk v družbi? Na drugi strani pa skušajo govoriti ljudje, ki nimajo kaj povedati. Ali pa skušajo govoriti tisti ljudje, ki so na posebno visokih položajih in govorijo predvsem zato, da, kot jaz rečem, mešajo zrak. Kot da dajejo videz, da imajo kaj povedati, v glavnem se pa umikajo v to, da bo stvari treba preštudirati, premisliti, proučiti in nič ne povedo. Kako ti sprejemaš ta družbeni molk, če je to molčanje? Najprej si me vprašal o pogledu na mlajše generacije skozi prizmo molka, ker to sta zdaj dve različni vprašanji. Tudi na to drugo bi si želel odgovoriti, če ne bom vmes pozabil. Morda je prav to vprašanje tisto, čemu bi pogovorno rekli zadeti žebljico na glavico. Pomen molka danes. S tabo se v celoti strinjam, da so časi tako zelo spremenjeni, da ima molk danes zelo drugačno funkcijo in zelo drugačne stvarne razloge, kot jih je imel morda 20-30 let nazaj. Včasih, vsaj jaz sem tudi svojo mladost tako dojemal in tako mislim, tudi kadar gledam kakšne starejše arhive, kakšnih televizijskih oddaj, arhive starejših časopisnih člankov, ko berem literaturo, ki je nastala pred letom 90, naprimer, čutim ta zgovorni molk. Ta molk, ki daje vtis, kot da gre za energijo, ki se je nabirala in ki se je že nabrala s tolikšno silo, da je samo še vprašanje nekaj sekund, največ nekaj dni, kdaj bo ta sila eksplodirala in bo iz te eksplozije nastalo nekaj konstruktivnega. Ta konstruktivnega je lahko konstruktivna kritika družbe, neka nova ideja, neka nova družbena paradigma, nek nov pogled na družbene probleme, nekaj pozitivnega. Nekaj tistega, kar bo uresničilo nakopičeno upanje ljudi skozi daljši čas, da bi se le kaj premaknilo na bolje, da bi se bolje živelo, da bi še ogledali obrise, ne samo sence poštenja, pravičnosti v družbi, človeške dobrote ne nazadnje. Danes mislim, da ima molk drugačno funkcijo.
da ima pretežno funkcijo na eni strani strahu, da je molk posledica strahu, ko človek res ne upa več izraziti ne samo svojega stališča in prepričanja, ampak sploh postaviti vprašanja. In na drugi strani molk, ki pa ni razmišljujoči molk, ampak je molk res kot odraz pasivne drže človeka, ki tudi pri sebi in v sebi ne razmišlja. Se pravi, strah plus nemišljenje. Moji kolegi, politologi, filozofi, ko jih vprašam, kaj je za njih glavna značilnostna opredelitev družbe in časa, v katerem živimo, vsi v en glas rečejo nemišljenje. Ne, da je vse več ljudi, tudi mladih, vse bolj neizobraženih, ampak ljudje vse manj razmišljajo in mišljajo, ker so vse manj sposobni, zmožni misliti. Ne mislim misliti karkoli, mislim misliti pametno, inteligentno, iskrivo, pronicljivo, lucidno. In ko skozi prizmo molka opazujem mlade, s katerimi imam vsakodnevno opravka kot univerzitetni učitelj in so smisel mojega javnega dela in tudi mojega bivanja, ker jaz med zasebnostjo in javnim delom nimam ostre ločnice, opažam, ne samo jaz, to velja za celo Evropo, za cel svet, vse več tistega molka, ki odraža nihilizem, torej odsotnost upanja, odsotnost vere v to, da prihodnost prinaša nekaj dobrega, nekaj boljšega, odsotnost občutka, da v družbi veljajo, so še vedno v veljavi tisto, čemur se je nekoč reklo vrednote. Vrednote, ker se ljudje prepoznajo kot so ljudje. Vrednote, kjer ljudje vstopajo v medsebojni odnos prijateljstva, sobifanja, solidarnosti, sožitja. Tiste vrednote, zaradi katerih lahko ljudje, ki živijo v nekem kraju, v neki državi, v neki občini, na nekem teritoriju, lahko rečejo, da so več kot le nametani posamezniki po prostoru, da so družba, da so skupnost, da so politična skupnost, da so nenazadnje moralna skupnost, ker skupaj občutijo probleme iz sorodnih razlogov in ker tudi zelo podobno gledajo na življenje in na svet. Tega je vse manj. Temu pravijo družboslovci in humanisti nihilizem. O tem je pisal že Nietzsche, razvrednotenje vrednot, ne samo prevrednotenje vrednot. In največji izziv zame kot učitelja, in to je zame tudi sveti privilegij je, ko moraš najdeti način, kako prebiti skozi ta debel granitni zid tega nihilizma, te mlade prebuditi najprej do točke, ko se jim vklopi miselni proces, da sploh začnejo razmišljati, ker večina učiteljev jim direktno pove, da nimajo kaj razmišljati, da to ni njihova naloga, da se to od njih ne pričakuje in da v najboljšem primeru naj se naučijo nekaj tipkanih strani, nekaj alinej, ki jih učitelj običajno 20-30 let predava skozi ene liste, se jih naučijo na pamet, pridejo pisati neki izpit, dobijo neko oceno in zaključijo neko fakulteto. In 14 dni potem ne vejo več, kaj so študirali. Torej, da jih prebudiš k razmišljanju, zdaj sledi pa tista faza, pri kateri si bil pa ti suveren in odličen in nenadkraljiv v svojih oddajah. Da zdaj z zaupanjem do tebe in z določeno mero sprostitve, torej odsotnosti strahu, da ne bo kaj narobe, če bodo javno spregovorili, začnejo počasi s tabo deliti tisto, o čemer razmišljajo. Ko pa enkrat to uspeš in ko pade ta zid, pa nenadoma pred sabo ugledaš popolnoma druge ljudi. Čuteče, razmišljujoče
inteligentne, nepokvarjene, poštene, dobre po srcu, stare od 19 do 23 let, in ti samemu sebi rečeš, starejši si pa od njih 20-25 let, to je upanje. To so te mlade generacije, ki v sebi nosijo tisto, kar bi jih naredilo razmišljujoče, čuteče ljudi, aktivne državljane, ki bi ustvarjali življenje v moralno, vrednostno povezani politični in moralni skupnosti, vendar so ujetniki sistema, ki jim tega ne dovoli, ki jih temu ne spodbuja in ki jih zato tudi kaznuje. In tako se meni, se opravičujem, če sem predolg že, tako se meni včasih zgodi, kot se je tebi zgodilo na oddaji, da potem, ko naši pogovori v predavalnici trajajo ure in ure, pri tebi so recimo trajali 45 minut, ampak zlatih 45 minut, ne, ure in ure, na koncu tudi meni sami povedo, da v bistvu po naših srečanjih sami sebe vidijo v drugačni luči, kot so se videli prej, ker so razmišljali o stvarih, o katerih prej niso razmišljali, ker so jih javno izrazili in v bistvu deloma tudi sami sebe ne prepoznajo, kot bi bili v nekem malem transu. In takrat občutim srečo kot učitelj in zato mi je danes, ko sem toliko let starejši, lažje razumeti, kaj si morda sam doživljal pri svojih oddajah, ko si videl, da je s tvojo pogovorno pomočjo in pogovorno terapijo na koncu, po pogovoru, bil človek, s katerim si se pogovarjal, sam sebi bolj všeč kot tisti trenutek, ko je vstopil pred mikrofon. Ne bi te rad hvalil, ampak zadev si bistvo tega, za kar se mi zdi, da sem jaz tudi v življenju eksistiral. Meni se je zdelo točno to, o čemer si zdaj govoril, najbolj plemenito početje. Novinarji so v glavnem vrhovinarji, univerzalni brezvezniki, taki smo bili od nekdaj, ampak sposobni recimo v kratkem času pridobiti veliko informacij in potem te informacije uporabiti pred medijem. Nekateri mnogi to danes delajo domišljavo, neprepričljivo, komedijansko, bili so pa novinarji, pa še so nekateri, ki pa gredo v samo srčiko zvedavosti. Meni se je zdelo to, kar si govoril, najimenitneje, kadar mi je rekel sogovornik po oddaji. Rekel, veste, zdaj še ne vem, kaj sem vam povedal. Prišel sem z veliko tremo in trdno odločen, da o intimnosti, o tistih stvarih, ki jih samo jaz čutim, ne bom javno govoril. In se mu je zgodilo točno to, kar si ti omenil, da se je v procesu medsebojne komunikacije pozabil, da je pred mikrofonom, da sem jaz manipulator po poklicu, kajti vsak, ki vodi pogovor, je manipulator. Manipulira pa lahko kulturno, dostojanstveno ali pa rabinsko. In ko ti človek zaupa v tej tehniki manipulacije in se ti odpre, je navdušen kasneje, ko je bil tako odkrit in sproščen in ko se hkrati ni osmešil. Zdaj bom pa seveda spet tebi postavil vprašanje. Poslušamo ljudi, največkrat rečejo, živimo v nič vredni državi. Pa to vse propada, to ni nič. Družba nemoralna, neetična, politika, da ne govorimo sami pozeri, bleferi, lažnivci, prevaranti, sama korupcija, vse to so mladi, nič vredi, sami drogeraši, nezainteresirani, ne ljub se jim dela, zato nimajo dela, to sploh ni res, da dela ne dobijo in tako naprej. Ko poslušaš te plehke ocene, začneš razmišljati v tej smeri, v katero si ti zapeljal stvar, da je pravzaprav vsakem navideznem indolentnežu, apatičnem človeku ena moč razuma, moč srca, moč volje, moč odločnosti, ljubezni, ampak to spi. Spi ali pa je skrito. Skrito zaradi tega, ker ve,
da okolikor bo pokazal te detalje svoje človeškosti, da bo smešen, da ga bo izkoristili, da se bomo iz njega norčevali. In tako pravzaprav živimo v družbi čudovitih ljudi, ki spadajo kot bebci. In recimo, če samo omenim medije, recimo novinarje, kamor sem sodil toliko veliko let sam, v glavnem, ko gledam te medije, te predstavnike teh medijev v estradi ali v novinarstvu, vidim tam en kup nepripravljenih, neosveščenih, neprepričljivih posameznikov, ki so tam samo zato, da bodo na čim lažji način preslepili tiste, ki naj bi jih gledali in poslušali. Niti se ne potrudijo, da bi iz sebe potegnili eno bistvo. Vidim recimo, samo primer, vidiš lepo, krasno mladenko v vlogi voditeljice oddaje, ki postavi vprašanje sogovorniku in medtem, ko sogovornik odgovori 2-3 stavke, ona mu ves čas kima, kajti ves čas hoče biti v kadru, v planu, del tega, kar on pove. Ali pa nenehno gestikulira, se premika, miga z očmi, z rokami, z vratom, s prstmi. Ves čas hoče ona svojo kvazi plehko osebo zapolniti prostor, medijski prostor, ekran. Ne pomisli na to, da bo ona dobra in prepričljiva, ali pa on šele takrat, kadar bo njen gost odličen in prepričljiv in bo pravzaprav upravičil njeno povabilo pred mikrofon ali pred kamero. Takrat bo ona dobra. Pri nas je to obratno narejeno. Gost dobi hiter stavek, samo še v par besed, prosim, ali pa samo še sekundo imamo časa, na kratko, in ona to na dolgo pove, da mora on na kratko povedati. Torej, ta medijski blef, zdaj pa vprašanje. Imamo tudi intelektualce, imamo ljudi, ki učijo na šolah, imamo ljudi, ki učijo na pravnih fakultetah, na drugih fakultetah, na igralskih akademijah. Pa zakaj imamo te intelektualce? Kakšna vloga je vaša? Zdaj bom zelo oseben. Kakšna vloga je tvoja kot intelektualca? Ali samo ta, da bentiš javno, zelo pogosto v medijih, napišeš prepričljive, za običajne ljudi prepričljive komentarje in si verjetno notranje potršen, ker si se izpovedal? Ampak kakšna korist je od tega? Kaj se ne zgodi ravno obratno, da ravno s tem, da kao izkoristiš demokracijo, ki je sicer paravan za nečedna početja, da pravzaprav pomagaš tistim lažnivcem in bleferjem, da lahko rečejo, poglejte, se danes se vse smeč reči. Tudi nas lahko napadajo politike, gospodarstvenike. Vse imamo demokracijo. Torej, da končam, kakšna vloga je vloga intelektualca? Kdaj intelektualec upraviči samega sebe? Ja, to vprašanje je neposredno povezano s tem, kar si govoril, jaz se s tem absolutno strinjam. Celo nekaj bi dodal, tisto, kar mene najbolj iritira pri teh medijskih, novinarskih nastopih, torej jaz jih imenujem novinarska samoprikazovanja. Najbrž se boš strinjal, ne vem, če se boste vi strinjali, oče mislim, da se bo, ker ga tako dobro poznam, da večina novinarjev pri nas, sploh televizijskih, pa ne samo televizijskih, in bom povedal konkreten primer, lastno izkušnjo, predvsem medijsko nastopa ne zato, ker bi res želeli koga kaj pomembnega ali pametnega vprašati, ne zato, ker bi res želeli priti do kakšnih odgovorov, ampak predvsem zato, ker bi oni sami radi nastopali na televiziji. In potem, ko gledaš te pogovore, premnoge, vidiš, da je novinarju izpraševalcu bolj pomembno, da bo on v danem časovnem terminu in
intervalu, času, ki ga je na voljo, sam povedal, kaj on misli, ne pa dognal in vprašal gosta, kaj misli gost. In od tukaj se dogajajo potem te paradoksi, ko novinar 2 minuti postavlja vprašanje, v tem vprašanju pove to, kar je hotel povedati, in to si je z velikim zanosom nekaj ur prej napisal na listek, in potem reče gostu, prosim, povejte v 3 sekundah. On je pa postavljal vprašanje 3 minute. Zato se tudi potem dogaja, recimo, da vidiš, da so popolnoma neskoncentrirani novinari o pogovoru. Postavi vprašanje, gost mu odgovarja, vendar gosta ne posluša. Zato ga pri naslednjem vprašanju vpraša to, kar je gost ravnokar povedal. Ker on sledi samo vprašanjem, ki jih ima na listku napisanih. In čeprav je prej tako močno z glavo mikal, da se ustraši, da mogoče bo prišlo na konc pogovora do kakšne poškodbe v vratnih vretencih, ga kljub temu miganju čez nekaj sekund vpraša točno to, kar mu je gost pravkar povedal in natančno razložil. Danes je vendarle, ne glede na to, kako smo upravičeno nezadovoljni s to družbo, lažje biti, evo, pogledajte, gospa se me je že naveličala, ok, bom nehal govoriti. Prav fajsta, ne vsi Danes je lažje biti, po mojem, intelektualc, kot v 70-ih, 80-ih letih pred osamosvojitvijo. Danes intelektualcu ne grozi zaporna kazen, ne grozi mu goli otok, ne grozi mu verbalni pa miselni direkt. Še več kot to. Danes je biti intelektualec kar malce privilegij. Zakaj? Zato, ker intelektualnost kot institucija nima tiste moči, kot jo je imela včasih. Moje prepričanje je, da so slovensko državo ustanovili marljivi, pošteni delovni ljudje, delovni narod in na drugi strani odgovorni intelektualci. Tisti redki, ki so bili med politiki, predvsem pa pisatelji, kulturniki, mislim na Novo revijo, 57. številko, pisateljsko ustavo, mislim na Roško in tako naprej. To je bilo neko tveganje, predvsem pa je bila to intelektualna moč, ki je povzročila tudi neke družbene in politične premike. Kaj je danes biti te vrste kritični intelektualec? Pravzaprav ne dosti več kot en mali, ubogi, marginalni estradnik. Nek obraz, ki se pokaže v medijih, kritično o nekom ali o nečem nekaj pove, vselej znova, vselej ista vprašanja. Jaz sem v tem prostoru recimo dobrih 10 let, pa odgovarjam na ena in ista vprašanja že 10 let. Vendar nikoli se nič ne zgodi. Mene pa nekaj drugega zanima. A te smem vprašati? Tudi če bom rekel, ne bo isto. Vsega bom doma pretepil, zdaj nekaj. Ali bi bil Silvo Teršek za mikrofonom danes isti Silvo Teršek, kot je bil pred tam 30 let, ali bi tudi ti prilagodil malce svojo tehniko radijskega intervjuja glede na glavne značilnosti časa in družbe, v kateri smo se znašli? Seveda, sej človek je, dokler je vitalen in zdrav, umsko in fizično sorazmerno zdrav, je z vsakim dnem bolj tak, kakršen je, če je intelektualec. Ko človeku ta nadgradnja njega samega, tudi njegovih napak, njegovih posebnosti pojenja, pomeni, da propada, da usiha. Jaz bi bil danes za mikrofonom mnogo bolj tak, kakršen sem bil in mnogo bolj udaren, ampak ne bi bil dolgo. Mogoče bi mi to uspelo nekaj tednov, potem bi me umaknili,
ker danes ni v interesu niti institucij, niti družbe kot take, da bi človek bil prepričljivo tak, kakršen je, to pomeni neugoden. Danes je priporočljivo, da ti svojo neugodnost in svojo revolucijo igraš. Uprosti, a te sme pod vprašanje? Seveda. Glede na to, da živimo v majhni državici, kjer so mediji tako neodgovorno dolgočaseni, da je v tej državi, recimo, če je, zdaj karikiram, v njej 100 ljudi, jih je približno 80-85 že prišlo na vrsto zato, da so zvezde. Da. Ker jih mediji ustvarjajo iz njih zvezde, zato da lahko potem o njih pišejo in še raje, da jih potem lahko sesujejo v papir. Če ne drugače, se zmisliš oddajo Kmetija, povabiš enega ključavničarja iz lokalca pri Ajdovščini, narediš iz njega v 14 dneh medijsko zvezdo, pišeš o tem, ima novo punco, ima staro punco, na katero stran lula, ko gre na WC in potem ga sesuješ. No, ampak drugo. Živimo v državi, kjer imamo nepreštevno število časopisov, nepreštevno število radijskih in televizijskih oddaj. Tako rekoč vsak blok, ne vsaka krajevna skupnost, ima svojo medijsko zvezdo, voditelja, program, kontaktno oddajo z gledalci in tako naprej. In zdaj mene zanima, koliko od teh, ki se javno pretvarjajo, da jim gre za nek program, je v zadnjih letih, odkar si se ti uradno upokojil z radija in domnevam, da je bil to množični jok, da odhajaš, domnevam, da so te na kolenih prosili, da ostaneš, sploh kakšne mlajše generacije. Koliko krat se te je do zdaj zgodilo, da te je kdo povabil, poklical po telefonu in rekel, gospod Silvo Teršek, a bi vi na naši radijski postaji še malo, recimo enkrat na mesec vodili kakšne pogovore, kakšen pravi radijski novinarski intervju. To bi se zgodilo, če bi recimo bila neka radijska postaja Frankensteinov ali kakšnih zombijev, recimo, ker bi se posvetili poglobljeno tej pogrebniški tehniki. Pa lepo te prosim. Današnji mediji, ne vsi, o tem sem prej govoril, današnji mediji, bom obrnil temu. Meni je bilo tako hudo, Jože Hudeček je bil moj kolega. Bil je velikokrat naporen, ampak bil je odličen komentator. In on je bil na nacionalni televiziji menda poslednji komentator. Nenadoma so prepovedali novinarjem komentirati. Torej, novinarsko delo, pri čemer ti onemogočijo in prepovedo komentiranje, pomeni, da so ti tudi zavozlali razum. Vse to, kar čutiš, vse to, kar te dela humanega, človeškega, ne samo intelektualca oboroženega znanja, ampak človek lahko nekaj prepričljivo komentira, če ima na eni strani veliko zalogo znanj, informacij, na drugi pa, da je človek. Ne more to komentirati računalnik, mora biti človek. In ko človeku prepovejo, onemogočijo ta human pristop k še vedno zelo ostri kritiki, je vsega konec. Potem moraš blefirati, potem moraš na odru pred kamero, pred mikrofonom igrati bebca. In na vse zadnje pa, kaj nimamo mi ustrezne primere v sami politiki na najvišjih vrhovih, da je pomembno, kot si prej omenil, bolj, da je človek estradnik, kot pa da politik skliče tiskovno konferenco, udari po mizi, reče barabe, zdaj imam pa zadost. Ne, človek pa šel raje, ne vem, z njimo, kaj sem čisti pase iz trepke, bo raje prodajal meso, bo raje asfaltiral cesto, in tako naprej. Ljudje v visoki politiki vemo, da samo odigrajo
javno nesporazume. Ko se kamere ugasnejo, so to povsem normalni ljudje, kjer njihova nasprotna stališča ne vplivajo na njihove resnične, prave odnose, ki jih imajo. Torej, na vrhovih politike je igra. In ta igra se samo nadaljuje v vseh drugih sferah področja. In zato danes v vsakdanji komunikaciji med ljudje igrajo. Včasih ni bilo tako, kot danes. Danes se srečajo na cesti Janez, Miha, Tončka in se pogovarjajo, kot da igrajo, ker lahko je vsak v drugi politični stranki. En navija za tega, en za unega, en za tretjega. Čim bi ti poglobil to temo, bil iskren v komunikaciji, takoj naletiš na spopad. Ostane ti to, da se smehljaš, da sprašuješ po vremenu, vprašaš, če si videl včeraj na televiziji unga bebca, pa unga, a ni bilo fino, a si poslušal emo, ne, in tako naprej. To je danes srž tega. Zanimivo je to, ne, in kako je to kronično in kako usodno, da to, kar zdaj govoriš, bi z lahkoto neposredno apliciral na svet, ki mu pa jaz poklicno pripadam, to je pa svet univerze in svet prava. Da ne rečem sodstva. Popolnoma isto. Iskreno povem, živimo v sistemu. Kakšna pravna država? Mi nimamo nobene pravne države. To ni nobena pravna država, mora biti vladavina prava je vladavina znanja, srca, inteligence, strokovnosti, empatije, sočutja, solidarnosti, odgovornosti, sprejemati pravične, najboljše možne odločitve, predvsem pa pomagati ljudem s pomočjo prava, ne uporabljati pravo, da se ljudem otežuje življenje in povzroča krivice. To velja popolnoma isto v pravu in v sodstvu. Danes ljudje na sodniških funkcijah samo igrajo sodnike. Oni pridejo v službo, velika večina, redke izjeme so zanemarljive. Nadanejo si togo in vstopijo v neko vlogo. V to vlogo vstopijo tako močno, neosebno in neintelektualno, da tudi pravo uporabljajo kot golo orodje, kot goli instrument. Zato živimo v družbi poplave predpisov, ki predpisi, pravilniki, zakoni urejajo vsako najmanjšo podrobnost iz človekovega življenja, ker so ljudje tako politično prestrašeni, da jih ne bi imeli za leve ali desne. Jaz pričakujem počasi v parlamentu sprejem zakona, ki bo ljudem odredil, da morajo na WC školjko ritensko naravnost. Ker če grejo preveč z desne, lahko pašejo učitek, da so desničari. Če grejo preveč z leve, so morda člani kakšnega klana izmurgli z nekega podzemlja in tako naprej. To je norija. Zakaj se to dogaja? To se dogaja zato, ker ljudje na sodniških pravniških funkcijah samo igrajo pravnike in sodnike, ne razmišljajo, ne sprejemajo odgovornosti za odločitve, ne vstopajo kot misleči in čuteči ljudje v te odločitve. Te odločitve niso produkt njihovega značaja, njihovega razumevanja prava, njihovega bistva, njihovega moralnega odnosa do sveta. To so tehnične, orodjarske, kvazi odločitve ljudi, ki kot roboti uporabljajo pravo kot tehniko, kot instrument. Zato je toliko pravil, ker vsa ta pravila, vse te zakone, dolge, široke, obsežne, hočejo ti ljudje, ki igrajo vloge sodnike, ker nočejo prevzeti odgovornost, avtonomije za svobodno sprejemanje odločitev. Zato hočejo, da se jim vse naprej predpiše do najmanjše podrobnosti, da bi na koncu rekli, poglejte, nič ne moremo, gospa, vaša Štravnik je morda nepokošena trava, ampak veste, če v zapisu geodetske uprave piše, da imate tukaj letališče za eskadriljo, potem je to letališče za eskadriljo. In mene nič ne zanima gledati v Štravnik na licu mesta, osebno, ker mene ne zanima v Štravnik. Mene zanima samo, kaj piše v dokumentaciji geodetske
uprave. In oni hočejo imeti to dokumentacijo geodetske uprave, da jim ni treba iti na travnik in da jim ni treba odločiti in presoditi, gospa nima letališča, ima samo travnik. Zato pravim, naslednje volitve bi lahko, naslednja politična kampanja bi lahko potekala tudi tako, da bi gledali samo sliko brez tona. Ker je vse kaj doreče, ker za vse naprej vemo, kaj bodo rekli, povedali bodo isto. Še več lahko bi sliko ugasnili in bi doma na kavču pred ugasnenim televizorjem razmišljali o tem, kaj se verjetno tisti, ki so zelo verjetno v studiju zelo verjetno pogovarjajo, ker se že 30 let pogovarjajo eno in isto. Zato pravim, kaj bi bila prava demokracija v tej državi. Naslednje volitve žrebom. Potem se pa pojmo demokracijo. Sem lahko v svoji nekdanji vlogi. Lahko ne vam pošleš v četovski. Mladi gospod, čas se nam počasi izteka. To pa je res. V eni sekundi, če zaključeš. Prosim, če zaključeš v eni minuti. Zelo kratko. Ja, zelo kratko. Vendar bom kot gospod zreli let, verjetno je tukaj še niti taki, pa zdaj proti robu tega pogovora vprašam. Madonca. Razumem, da nekdo tam okrog 70 let vse po dolgem in počez šimfa. Nič mu ni všeč. Najbolj zato, ker je sam sebi odveč, ker ni več tako gibčen, ker ni več mlad, ker so določene stvari šle mimo njega, ali jih pa on ne more dokajati. To še nekako razumem. Razumem ljudi, ki smo doživeli neke prejšnje sisteme in v tistih sistemih vendarle doživeli mnogo lepega, morda je bil tudi to blef in laž in navidezno, ker smo bili v tistem času mi mlajši. In ko si mlad, seveda je tudi po blatu lažje hoditi, kot takrat, ko si v jeseni življenja. Ampak kako da mlad človek vidi toliko slabega v tem sistemu in ne vidi, kaj vidi? To se vpraša. Zakaj pa sploh še vredno nam živeti? Kaj pa je to lepo, zaradi česar se da in je pametno se zjutraj prebujati v vedno nov, svež, čeprav vemo, da je prav stari dan. Kaj je tisto, ne bom rekel, v prejšnjem sistemu so nam vedno govorili, se borimo za prihodnost, da nam bo nekoč bolje, da bomo to. V redu, sem to išlo zmeri naprej, recimo, da smo pa doživeli to prihodnost v nekem trenutku tam okrog leta 90 in smo rekli, hopa, zdaj smo jo pojeli, zdaj pa imamo, tlej pa demokracija, zdaj se pa začne naše kolektivno, radostno in srečno življenje. Kaj se obeta ljudem? Zakaj se splača? Kaj nas čaka? Kaj moramo narediti, da bo drugače? Ja. In kaj je tisto dobro, za kar se splača? Tukaj je pa zdaj temeljni paradoks. Prav zaradi tega. Prav zaradi tega, ker so rešitve so na dlani. Rešitve vseh največjih družbenih vprašanj so na dlani. Da ne bom govoril o prispodobi kralja Matjaža in tiste njegove brade, ki se že hudičevo dolgo v tisti votlini uvija, gospod Matjaž pa še vedno spi. Na dlani so. Ljudje spijo. Na dlani so rešitve sploh v tako razviti informacijski družbi. Poglejte ta paradoks. Danes, ko je človeku že zaradi razvoja tehnologije vse dano in vse dosegljivo, se je treba na novo pogovarjati o minimalni plači, o zaposlitvah, o višini pokojnin, o socialnih dodatkih, o zaposlitvi mladih, v družbi, kjer je vse na voljo. O suženstvu. V družbi, kjer je bilo že vse dognano, že vse napisano, kjer so največji filozofi in literati že vsi umrli, kjer so največji pesniki, slikari, dramaturgi že vsi umrli. V tej družbi na novo se pogovarjamo o že prežvečenih dognanih vprašanjih, kot da se nikdar ne bi zgodili. V Ameriki se zaradi enega predsednika Donalda Trumpa, v Ameriki, kjer je rojstvo pravice do svobodnega izražanja in svobode tiska,
pogovarjajo kot o znanstvenih vprašanjih, če je Madonna res dobro, da je v državi tisk svoboden, če je to res dobro za svobodo in demokracijo. Vprašanja, ki so dognana že od Aristotela naprej, odgovori so nadani. Ljudje, ne starejši, oni so se žrtvovali s krvjo in potom za to družbo. Mladi spijo, mlade je treba prebuditi. Niso odgovorni, da spijo. Na mladih svet ne stoji, če se jih ne vzgaja v tej smeri, da bi na njih svet stal. Od mladih ne moramo pričakovati revolucij, če jih na univerzi ne pripravljajo na te revolucije. Od mladih ne moramo pričakovati izobraženosti, če jim na univerzi več ne povejo, da je izobraženost vrednota. Od mladih ne moramo pričakovati, da se bodo sami v sebi izobraževali, če jih noben k temu ne motivira. Če jih šolamo za neobstoječe poklice. Ne. Ja, seveda, ampak to je ta isti problem. Tudi meni se zgodi, da imam dovolj. In se nekaj dni ne dvignem s kavča. Tudi meni se to zgodi. Ampak potem, ko se dvignem, v enem tednu napišem knjigo, ki ima 300 strani. Potem spet obležim. Ampak ni bistveno to, da obležim teden prej, pa teden potem. Bistveno je, da se vsakič znova dvignem in vsakič znova napišem eno knjigo. Dokler si živel pri mami, pa meni nisi to pležal. Predvsem sem veliko hodil takrat po gozdu, ker me je bilo sram, kdo je moj oče. Ampak pustimo. Rešitve. Zdaj vidite, zakaj zgrati ni rešitve. Takrat. A si lahko mečker malo resen? No? Saj bom prebral tvojo knjigo do konca, ne bi dožalil zdaj. Takrat, paradoks je v tem, takrat, ko stvari pridejo tako daleč, da si človek z domišljijo sploh težko predstavlja, kako daleč bi še lahko prišle, takrat je rešitev blizu in takrat mora goreti volja, pripravljenost in upanje na akcijo. Kaj? Ampak, dovolj, da zaključam. Rekel bom stavek, ki ga vedno izrečem. Je pa temeljni predpogoj, ki ga morajo izpolniti vsi ljudje, vsi mi, brez katerega nič ne more biti bolje. Ta temeljni predpogoj pa je, da vsakdo pri sebi stori tisto, kar je nujno potrebno za to, da ne bo bedak in da ga drugi ne bodo imeli za bedake. Posebej politiki. Dokler bodo ti ljudje eni in isti menedžersko upravljali to družbo in se bodo samo koalicijsko, opozicijsko menjavali in bodo svoje položaje imeli zaradi ljudi, ki so premalo kritični, preveč naivni in preveč premišljeni, imeli politične položaje, kot da gre za zaposlitev za nedoločen čas, do takrat seveda ne bo nič drugače. Veš, kaj me zanima, Andraž? Ne si dovolj, da smo bedaki in da nas imajo za bedake. Nekaj me zanima, verjetno tudi koga od dragih obiskovalcev. Koliko honorarja dobiva za ta nastop? A si ti vedno jezen? Kakšen si, kadar nisi jezen? To sploh ni jeza. Ne? To sploh ni, to ni nobena veza. To je samo strast. Jaz, ko sem jezen, jaz utihnem, se nekam pogovarjati in meni zapustim prostor. To nima nobene veze z jezom. To je samo živost. No, da si povedal. Glej, kaj si naredil. Od vesela so zaploskali, ker so bi prepričali, da je konc. Ja, no, lepo se bi s tabo pogovarjati, čeprav doma bi se drugače pogovarjali, ampak imaš ti dobre sogovornike v svojem poklicu ali se z njimi tudi ne pogovarjaš? Ti se vam da pogovarjam, pa nekaj. A se sploh nima s kom pogovarjati? Pa še nekaj me zanima, ker si tako pameten, zakaj ne greš v politiko? Res hočeš, da še o tem kakšno rečem? Ja, že, ampak predvsem zato, ker razmišljam, če bi sam lahko kakšne koristi iz tega potegnil. No, najprej bi zamenil priimek,
iskren. Tega, da kamorkoli pridem, da me sprašujejo, a vi ste sino Silva Terška, tega imam tako dovolj, da vam ne moram povedati. Tako da sem včasih prav vesel, kadar mi kdo reče, a vi ste pa Andrej Teršak. Zadnje čase objemam ljudi zaradi tega, sam da ne poslušam, da sem sin od Silva Terška. Ne? In zdaj, če mi to reče ena gospa v letih v redu, sam če ti pa to reče, simpatična 35 let stara punca, ne? To pa boli. Meni enkrat, ko sem bil še na programu, telefonirala neka poslušalka, je rekla, gospod Teršek, jaz vas tako rada poslušam. Jaz sem vas poslušala, ker še vaš oče vodil to vdajo. Se je zdelo, da sem malo dolg časa. Ali pa tista, ja. Enkrat je bilo pa to, jaz nastopam včasih tudi tam v gledališču, ne, pa pride mladenka, ki očitno ne ve, kaj se počel v močnejših letih, reče, gospod, lepo prosim, avtogram. Dam avtogram, prav hvala, moja stara mama tako vesela. Bova zaključila. Ok, tudi politike še povem. Bolj pa nekam. Poglejte, to je ena izmed tistih tem, ko tvegam vašo jezo, pa vendarle ponovim prošnjo. Ne smemo biti bedaki in ne smemo jo nasimiti za bedaki. Vstopiti v politiko za takega človeka, ne samo, da bi bila to popolna samoprevara in odpoved vsej življenjski filozofiji načelom. Danes človek na ta način, kot ga mi gledamo, strankarski kampanje in tako naprej, Pahori, Cerari, Janše, vstopi v politiko samo, če vstopi izključno zaradi sebe. Ali zaradi nekih problemov povezanih s psihopatologijo, narcisoidnostjo, megalomanskostjo, ali pa človek, ki je tako politično naiven in neizobražen, da po enem mesecu doživi hladen tuš. Danes posameznik v politiki ne more narediti popolnoma ničesar, ker so centri, kjer se sprejemajo odločitve, tako daleč od ljudi, tako stran od te države, tako nedotakljivi samozadostni, tako prepledeni v družbi, da en posameznik, en politik, pa če ima še tako podporo volivcev, ker jim je simpatičen in ga spet vidijo kot nek nov obraz, ker je popolna neumnost in naivnost, misliti politiko skozi obraze posameznikov in govoriti o tem, kjer posameznik bo odrešil, kjer nov mesija bo prišel, kjer ljudski pastir bo nov, kdo bo ta nov obraz v politiki, ki bo čudežno popeljal v boljše čase, to pomeni biti politično popolnoma neizobražen in nesposoben misliti politiko. Lahko vstopiš v politiko, ampak si figurica, nepomembna figurica, če si predsednik države, pa se o ničemer ne odločaš, če si predsednik vlade, o ničemer ne odločaš. Sploh, če si nova stranka, vsake volitve, vsakič nova stranka, to je zanikanje demokracije. Edina možnost, da na ta način dosežeš kakšne spremembe je, da si del politične stranke, ki je že leta in leta prisotna v družbi, ki ima svojo mrežo prepletena čez vse družbene ravni, čez vse lokalne skupnosti, ki ima pod nadzorom zadnjega uradnika v zadnji upravni enoti, v zadnjem upravnem organu, ki potem na koncu pritisne na tipko enter, da se neka odločitev sproži in ima lahko stvari pod nadzorom. Taki stranki, približno taki stranki, sta v Sloveniji samo dve. Nobena od njih tega ne počne. Obe stranki sta zaradi sebe, predvsem pa, temu se reče personalizacija politike, izključno zaradi dobrega življenja posameznikov, ki pri nas, kar je skregano z demokracijo, predstavljajo politične stranke. Pri nas so politične stranke en posameznik.
Ko tega posameznika, predsednika ni več politične stranke. To nima nobene zveze z demokracijo. Vstopiti v tako politiko bi pomenilo v politiki nič vedeti, narediti politični samomor, odigrati bebca klovna ali pa se ukoristiti. Mene ne zanima nič od tega. Sam tebi bi uspelo, a viš na kakšen Pa še tebe bi mogel poslušati, ker mi doma stalno dajo predloge in kritike, ne in bi se mogla z mamo sestajati skrivoma na črne. Tebi bi uspelo, če bi rekel, da si moj sin. No, to bi mi morda uspelo, če bi se včlanil v stranko Desus. Rože.